Ideja mene kot producenta je bila ta, da nekdo lahko pride v center Maribora in je 3 ure v centru in ima ves čas kaj za delati in ne porabi enega evra. Smo si simbolno izbrali za to staro mestno obzidje, ki smo ga tudi svetlobno pa z neko linijo označili in znotraj tega prostora se večina naših projektov odvija ali pa se bo odvijala. Glavnih točk je več, ampak najbolj recimo 3. Mislim, kot rečeno, da je absolutno Casino Maribor. Jaz bi izpostavil to spovednico, ki mislim, da bo nastal precejšen zelo dober odziv. Potem pa mislim seveda, da so ti poletni odri. Prosim. Tako. Zdaj je bilo dosti teorije, dosti virtualnosti, zdaj pa bi vas povabil v stvarni Maribor. Mladibor je projekt Zavoda Bunker iz Ljubljane in pa druge gimnazije Maribor. Kjer bomo mlade nagovorili z umetnostjo in s pomočjo raziskave izvedeli, kakšno je mesto po njihovi meri, torej utopično mesto. Z raznoraznimi delavnicami, torej sociološkimi in arhitekturnimi, bomo to utopično mesto tudi izdelali. Mesto bomo predstavili 25. maja 2012 na veliki javni manifestaciji v centru mesta. Mali arhitekti bodo učenci osnovnih 11 mariborskih osnovnih šol. In pa zadnjih 2 starostnih skupin mariborskih vrtcev. S pomočjo gline bodo izdelovali majhne hiške, ki jih bomo nato predstavili na Vojašniškem trgu. Čarobni svinčnik je pa projekt, kjer bodo otroci prav tako teh starostnih skupin izdelovali v tehniki monotipije županovo hišo. Vse te slike bomo kasneje plastificirali in jih obesili na Maistrovem trgu. Evropska prestolnica kulture in njen sklop Ključi mesta pripravljata 3 relativno velike razstave v prostorih nekdanje velike kavarne. Eden od poudarkov oziroma ena od reči, ki naj bi pritegnila obiskovalce, so seveda razstave same, njihova vsebina. Po drugi strani pa želimo privabiti tudi zato, ker odpiramo nov prostor, ki je trenutno zaprt, pa ga bomo ponovno uvedli v dogajanje kot razstavišče. Gre pa za zgradbo, ki je relativno zanimiva zaradi tega, ker je prvič na izredno ugodni lokaciji, drugič zato, ker je zgradba sama po sebi markantna, tretjič pa zato, ker jo imajo Mariborčani v spominu kot zgradbo, v kateri so se spreminjale namembnosti od prvotne kavarne do diskoteke, do kazinoja in do trenutno zaprtega prostora. Kar pa se tiče 3 razstav, gre za razstave Nemci in Maribor. Naslednja razstava nosi naslov Gledati, kaj delajo Štajerci na avstrijskem Koroškem. Zadnja razstava v letu 2012 pa je razstava Meščanstvo v Mariboru. Notranjost nekdanje velike kavarne, pozneje kazinoja, je zanimiv prostor, velik prostor z nekim pridihom, ki je trenutno neurejen. Vabljeni v veliko kavarno, v nekdanjo veliko kavarno, ki bo ponovno odprta kot razstavišče. Projekt Lutkovni minoriti je razdeljen v več sklopov. Osrednji gledališki
Osrednja gledališka produkcija je predstava Kurent avtorja Aleša Štegra. Potem pa sledijo sklopi manjših prireditev, in sicer en sklop zaigranih zgodb, gre za majhne lutkovne miniaturke. Potem pripravljamo akcijo, ki smo jo poimenovali Lutkovna okupacija. Lutkovna okupacija je ulični glasbeno-lutkovni performans, ki išče alternativne forme, ki nagovarjajo na ključne mimoidoče. Najbrž najzanimivejša zgodba je japonsko-slovenska. Ja, estetika je drugačna. Mogoče je mestoma nekaj, kar mogoče pri nas meji na kič, ker je v zelo intenzivnih barvah, zelo je povedna, zelo ekspresivna. Evo, to je približno deviza tu.